Nikar ne vprašujte, čemu smo veseli, saj to je navada v tolminski deželi. To delajo gore, to jasno nebo, ta brhka dekleta, to vince sladko. Nikar ne radujte, sovražniki s njim,
dovolj še pestijo tolminski dežel, dokler srce bije za narod zvesto, sovrak nas nikoli premagal ne bo. Tako smo od nekdaj trpeli in peli in dom svoj branili v tolminski dežel. Naj pride k nam tujec in koj naj spozna, da v naši deželi je puntar doma. Tako smo od nekdaj trpeli in peli in dom svoj branili v tolminski dežel. Naj pride k nam tujec in koj naj spozna, da v naši deželi je puntar doma. Je puntar doma. Vsako leto damo priložnost oziroma besedo tudi naši predsednici krajevne skupnosti Jasmini Klikon. Pa se mi vidi, da se štaja, kar ne imam probleme s vašimi prijatelji. Bom postala v šolo na strešice pa širce. Vsi, ki me poznate, veste, da nikoli ne spoštimam kakšnega posebnega govora, govorim tako z lufta, sem rekla, da tudi letos se nam bom kvarila tradicije. Sem pa vse glih nekaj tako pripravila, da vas pozdravim na tem še zadnjem prednovoletnem srečanju pod našo taktirko. Zdaj, če ste opazili, že par let vztrajno pišemo na vabilo, na plakate, da je to tradicionalno prednovoletno druženje. Tradicionalno zato, ker je že tkaj let, da je res že tradicionalno. Prednovoletno, da tukaj ni nobene dileme. Druženje pa zato, ker smo se pač ideja o tem je, da ne da se pride, da se posluša, da se od nekaj odpijeva, pa da poleg greste vi domov, ampak zato se podružimo. Zato, ker že pravi ljudje, prav človek je vedel, da je v družbi je moč, v velikih skupinah je močna in mislim, da so taki cajti, da je dobro, da se res strnemo okrog neke skupine in se družimo in da malo se prebijemo čez težke čase in to boljši. Zdaj, da se malo pohvalimo še tako, ki smo zadnje čase nekaj delali, da bom izkoristila to priliko, ker lahko stojim pred vami. Kako sem prej že omenila, naš mandat se počasi izteka, mi smo spali te čas. Letos je zraslo dol ob starem igrišču tudi eno odbojkarsko igrišče. Dajte si ga pogledati in upam, da bo spomladi to zaživelo, je pa za odbojko na Mivki. V drugem letu, kot je rekla Tatjana, da vas moramo opozoriti, da ne boste mislili, da nam kjer krade okna, tlele se bojo menjala okna. Predvidoma, ko se nam odobrili tle v dvorani, tako da bomo še naš prispevek dali v to izboljšavo. Mislim, da bomo potem tudi še kakšen evro ostal nam, da bomo lahko tu projektor in platno kupili, tako da s tem napovedujem tudi pestre dogajanje v januarju in potem upam, da tudi se bo to potegnilo v februarju in do poletja. To bo pa predavanja oziroma kako smo že poimenovali? Pojdi z mano v Tri pikice. Tri pikice. Pa smo ti napovedali, kam vse bomo šli. Tako. Najprej bomo šli v Andoro. Tako, v Afriko. Andoro. Znate se. Ja, ne vas se tudi bi se šliva. Treba mi malo manjka bi nas Pač otvorili bomo z Afriko in nadaljevali bomo potem pa tudi z Evropo in drugimi kraji. To se bo pa dogajalo predvidoma vsako drugo soboto v mesecu oziroma pač začeli bomo verjetno tam enkrat z 11. januarjem, ste pa vsi prisrčno vabljeni. Mislim, tako je malo prav za okus, boste že to danes malo lahko
imeli en tak EPP, tako vmes. Bomo pa imeli tudi take, ko se rečete, kako smo ti prav prej, Mirna se prav morala posmejati, pisarno, informativno pisarno, da se bomo tle po tajnice vštimale, se bomo posedle, da če boste imeli kakšno vprašanja v zvezi s tistim zborom krajanov, ki smo ga imeli zdaj v decembra, oziroma konec novembra, z večinskim prostorskim načrtom. Da boste lahko prši, pa nas, če ne drugega, pa vse pogledati, da ste prši, dokler smo še jane. Tako da, to je to, jaz mislim, da sem dosti cajta zdaj tlele govorila, gobezdala. Še enkrat opozarjam, sicer sem blih prej poštudirala bolj slabe plakate, ko naredimo več vas je tle, potem ste malo bolj informirani prek naših spletnih strani, tisti, ki pa še niste, vse te novice, vse, kar se tudi danes snema, si lahko gledate na internetni strani, to je www.ks-poljebim.si. Dajte se malo gor logirati, malo pogledati, najbolj brskati kakšne slike in te reči vse da dobi pamet. Otroci bi lahko poslušali, kako bo je danes, to je vse evidentirano. Dobro, imejte se fajn, po koncu ne pobegniti, ker bo prišlo ven vino, kar zdaj že s par let, pa bo malo bolj harmonika zagodla. Tako da prosim, ostanite pa družite se z nami. Srečno novo leto, pa čim bolj toplo Božič vam želim, bel Božič, če se bo le dalo, da se bomo malo posmučali, pa se pole vidimo na druženje naprej. Hvala, Jasmina. Glasbeno šolo Tolmin, da nam je malo priskočila na pomoč in skupaj smo učence, ki obiskujejo glasbeno šolo Tolmin, tiste, ki obiskujejo in tiste, ki so že odobiskovali, Jakob, tudi take primerke imamo med nami, in ki so krajani ali Poljubina ali pa Prapetnega. Malo smo jih spredalčkali skupaj in smo naredili ene take zasedbe. Prvi se nam bodo predstavili danes, imamo en duet flaut, prečnik flaut, če se spomnite par let nazaj, sta še na tiste lesene frulice igrale, ali plastične, ali kakršne bolj že, zdaj sta pa že malo bolj nobel, sta sicer prvi razred, igrata pod okrilje mentorice Nike Hribar, Vita Kutin in pa Žana Soda, zaigrali pa nam bosta, a sem spet narob rekla, a si Soda? Zaigrale pa bosta Angleško, Najčegrov. Mentorica njuna je Andreja Bračko-Pavlik. Danes boste zaigrali dve skladbi, Gaileyjevo Lightly Row in pa Gailey the Troubadour. Tako da boste zdaj še pa to isto slišali v drugi zasedi. Dobro, da imamo mame, a ne? Zdajmo en aplauz za mamo.
še dve glasbeni polivina, in sicer klavirski duo v sestavi Jasne Gerda, drugi razred klavirja igra, in pa Urše Rejec. Urša, ti pa že zaključuješ počasi, ne? Letos 6. razred se ti obeta, oziroma si že v 6. razredu. Mentorica je Hermina Jakopič. Can't Stop the Beat, Blackwell. To je vajna današnja pesma, ne? Hvala lepa. Eno napoved je Jasmina že naredila danes. Rekli smo, da bomo drugo soboto v januarju potovali v, zdaj moram pa še enkrat prebrati, Angolo, a ne? In med nami imamo tudi, bom rekla, tisto, ki je kriva za to, oziroma tisto, s katero bomo potovali. Pridi, Katarina Kavčič. Ta pa je zdaj Kavčič, a ne? Smo vsak slučaj moram povedati. Katarina je ta 3 leta zapored je si dočakala novo leto v južnoafriški državi. Verjetno malo drugačno novo leto, kot pri nas, ne? Ni v istem slogu, ne poteka, ali pa v misijonih je bila, da vam še to zaupam. To bo zdaj tak en kratek EPP, za tisto veliko več boste pa lahko slišali drugo soboto v januarju, ko bo pa Katarina pripravila en PowerPoint predstavitev, da smo lahko še slike zraven ogledali in pa še malo več boš povedala na tej državi in pa v tvojem poslanstvu. Mene pa zanima, kako se pripravljajo recimo na prihod novega leta Božiča, pa
tamkajšnji prebivalci? Prva razlika je že to, da so dole poletne počitnice v tem času, ker je obdobje toplote in je približno zdaj 40 stopinj, 35-40 stopinj dole, tako da pač se praznuje Novo leto in Božič v kratkih rakavih in sandalih. Ne, nikoli niso. Te ima čudno, zdaj pa si leto. Maraz. Poleg tega se krasi tudi lučke, ampak se lučke pač, najprej sem na veliki Lujeni, kjer takrat zdaj pravijo, da imajo, takrat ga pa še niso imeli elektrike in so imeli vse na agregate. Ampak po glavnem delu mesta so pač imeli agregate in so postavljali lučke. Postavljali so tiste lučke, ki se jih postavlja tako na luči, na stebre. In so jih postavili najprej na robe, potem jih pa še dol niso dali, tako da so dočakali naslednjo leto. In še naslednjo leto, in vsakič jih je bilo manj. A so zgodili? Včasih, na koncu so malo. Torej imamo v redu naša komunala v redu, ki je postavljena. Ja, pač. Drugač pa so zelo praznujejo s vso polnostjo, praznujejo z velikim veseljem. Je pa tako, da naprimer Božičnica je ob 6. zvečer. Zato, ker ob 6. zvečer pade tema in se takrat začne in ker je nevarno hoditi domov, ko ni luči, ko ne veš, kam boš iti, pač svetijo si s telefončki, kaj jih imajo, da pridejo do doma in je pač prenevarno in zato nimajo, ne poznajo tega, da bi imelo polnoči. Imajo pa tudi svoje zabave. Njihova zabava zgleda tako, da prinesejo eden zvočnik, over, kar pa 2 ali 3, in jih postavijo pred hišo in mora pa vsi sosedi in vsi v bližini pač to poslušati. A jim je všeč, ali ni? To se pravi, drugo leto imamo zdaj idejo, kako bomo postavljali. Vsaka tretja hiša postavi zvočnik. Plešajo potem, ali samo? Ja, plešajo s celim telesom. Dajo se tako naprej. Zmeri so malo naprej nagnjeni in plešajo cel. Ne znam niti približno ne pokazati, da niti proba, da ne bom se Zakaj odreče? Je pa že 3 leta bivanja tam premalo za njihovo folkloro. Ne, po pravici povedano je tako, če si naredil, ker sem slučajno malo vidna, če si naredil en gib, so se vsi ustavili in so te gledali. Vsi so se ustavili in vsi so te gledali. In pole pač nisi več pravi. Jaslice. Kako izgledajo njihove jaslice? Črne so. No, se to kako me zanima. Pač nimajo jih po hišah, jaz jih nisem videla. Šla sem sicer samo po nekaterih hišah, kar ponavadi. Oni sprejmejo na dvorišče. Na dvorišču te pogostijo, na dvorišču te sprejmejo. Sprejmejo te mogoče še v glavno sobo. Ne sprejmejo te pač tako pa nam v hišo čez vse, ne. Pač niso, pač do neke meje. A imajo smrekco, ker ne vejo, kje smreka imajo, pač te umetne, ampak ne vejo, za ki jih imajo, ker pač ne poznajo smrek. Pač jo pa imajo zato, ker so to videli v televizijah, pa treba imeti smrekco. Drugače pa adventni venček smo ga delali, smo ga pa naredili iz papirja. Namreč namesto zelenja smo pač obili zelen papir. Potem je pa bilo pa tako, nismo imeli sveča, ne, in smo rabili 4 sveče. Ampak je pa naš pater imel eno veliko in sva, dve Slovenki na začetku, je bilo to 1. maj in Božič, šle sva novembra, no to je bil 1. Božič, nisva znali jezika, glavnega jezika, ki je portugalščina, oziroma sva se ga dole učile in sva mide še pač se zmenile, da bova sestri rekla, da bi vzela eno veliko svečo, je zrezala, stopila in naredila z njih 4 male. Sveča v portugalščini je vela, velja je pa starka. In da so povedala, da bi zrezala in stopile eno veliko starko in da so naredile 4 male. Ja, upam, da ste se uspeli skomunicirati. Sestra jo je gledala nekaj časa in potem reče, mislite svečo? Ko je to rekla, smo gotovili, da smo verjetno pogledali nekaj narobe in smo šli gledati v slovar in smo se posmejali.
Ja. Ja. Spravi o zabavah smo še nekaj povedali. Kaj pa recimo želje? Kakšna se zelo razlikuje recimo želje tamkajšnjih otrok od naših omladincev? A bi vi radi imeli telefone? Ja. Ste radi lepo oblečeni? Ste radi lepo sfrizirani? Niso drugačne, iste so. Zahvaljujem se za ta prvi EPP vložek. Vidimo se, upamo, da v čim večjem številu drugo soboto v januarju ob 6. zvečer. Pripeljite tudi omladince s sabo. Namreč nekaj morate vedeti, da zna nekaj posebnega ta spatniki na dvici s takim da demonstriramo tole. Namreč bila je že da še jaz kaj naučim. Namreč njihovi dolgi lasi, tisti dolgi letni predane kitke, umetni. Kako? Iz plastike. Vse tiste lepe, dolge kitke, ko pridejo do vse, vse umetni. Pa je razdelina zdaj. Tako da, Katarina zna ples take specialne kitke, a ne? In če boste pridni, mogoče še imamo kaj spletne, a ne? Super, hvala lepa, Katarina. Pravi, imeli smo 3 duete, zdaj se bomo pa namnožili. Pred nami je zdaj ena trio zasedba. Pihalno-trobilni trio, se mu reče. Imamo eno prapiko in 2 albinca. Olja Paletič, 2. razred saksofona, Mojca Grižnik, 4. razred, na rok nam bo zaigrala. Jaz pravim izven kategorični Jakob Kenda, ker ni več v glasbeni šoli, namreč Jakob je že končal nižjo glasbeno šolo. Jakob, ti obiskuješ pouk jazz trobete, zdaj, če imate pravo informacijo. Kako je že to zdaj tudi? Zdaj so ga pa ukinili, ampak si pa vse imaš pa eno zanimivost, ne? Kako je že s tabo? Ti si namreč član Jazz Punt Big Banda, si najmlajši, ali kako je, ne? Ja, mislim, da si zasluži en aplavz. Pod mentorstvom Stojana Milinkoviča nam bojo danes zaigrali angleško tradicionalno The House of the Rising Sun. Se boste še prej pogreli, opeli. Thank you.
smo se, zdaj je bil trio, koliko nas bo pa zdaj? Kdo se skriva tam za vrati? Glasbeno šolo Tolmin smo namreč zaključili. Imamo pa seveda neko posebnost v Palbinci, imamo tudi svojo glasbeno šolo Palbin. Pa je se verjetno... trio imamo danes v redu. Pridite, pridite. Vaš šef se je danes upravičil, je rekel, da nastopa in potem je pa vas v prvo vojno linijo poslal. Ja, še dobro, da jih imamo. So majhni, ampak so zagriženi, ampak preko začnemo, dajte mi še zaupati, mi boste povedali, kater razred obiskujete v glasbeni šoli? Vsi trije ste tretji razred. Pa bomo začeli tam pri tebi, pa se nam boš predstavil. Jan Mauri je z nami danes. Rok Lipušček. Pa še en Rok, kaj je pa tudi malo. V redu. Kaj nam se pa danes zaigrali? Najprej bomo Ribenčano, potem pomoči Delaja in še eno z Ribenčanom pa začnemo, a ne? Super. Thank you.
malo silo razmer, kot vidite. Ja, na to temo vam moram povedati še to, da močno pazite, kaj si zaželite drugo leto za novo leto. Jaz sem si zaželela mirno predbožično vzdušje, pa sem si ga prislužila, ker se želje človeku izpolnijo. Tako da merkite, kaj si boste zaželeli. Jaz sigurno drugo leto si bom tudi bolj miren december, ampak da bom cela pa zdrava. Ampak zdaj pa preden nadaljujemo, za vas imamo eno prav posebno presenečenje. Tu pa bomo rabili malo vašega sodelovanja. Igrica je letos padla v vodo, ampak nič hudega smo mi rekli, da bomo pa vsem nekaj pripravili. Rabi bomo eno pomoč in sicer, prvo vrsto bomo dvignali zdaj, prvo vrsto, evo, takole bojo ostali. In bo prva vrsta, mislim, vsi boste tako delali, kakor zdaj Olja kaže, mama tudi tebe bomo malo dvignali, pa tam, stole bomo zložili v kraju in sicer, čakaj samo malo, ta prvi stol, a boš pokazala? To smo že trebali, rabimo namreč prostor. Evo, pa drugi stol gre gor, pa tretji stol, skratka zložite. Prosim, lepo pomagajte nam ta vrsta v to stran stole, ta vrsta pa v to stran stole. Pa ne nam pobegnate. Zdaj pa roke gor tisti, ki so stari med 30 in 40. Zdaj pa še to, zdaj bomo vse Zdaj sem se vas nagledala. Tam imamo enega moškega predstavnika, bomo njega povabili, ste predstavnik 30. Jakor sem meni. Ja, hvala. Zdaj imamo pa, kaj imamo naprej, 40-50, 40-50. Novenga, Dajmo, bomo tam eno mamo Putinko v prvi vojni vrsti porabili. Evo. 40, 50, 50, 60, so še tudi vitalni med nami. Evo, pridite, gospa, k meni. Ja, jaz ne vem, ali se pa skrim. Evo, a je še kak? Pošteno. Zdaj preveč hudo, ne bomo tele starejše generacije matrali. A se še kjer čuti, da bi bil tak starejši, ampak mlad po srcu, da bi lahko sodeloval? Bomo pa tamle gospoda Sprapetnega povabili. Pa sej vse smo rekli, da te stare ne bomo preveč matrali, ne? Vi ste še videti vitalni, generacijsko tekmovanje, da bomo pa videli, kdo bo koga. Zdaj pa damo še omladince, da vidimo. Ali ste taki prostovoljci med vami? Ne. Ali ste kjer javno? Evo, 1, 2, 3, 4. Pa same kupe, Anbenka Koba. Dajmo Kobi tamle, koliko je? 1, 2, 3, koliko je? Dajmo še enega panta. Ja, ovdje pa še ti malo prelečka, njega bomo še malo šparati za kamere. Ajde, ti, već ti pridi. Pa bundo, daš opet do toga. 1, 2, 3, 4, a ja še? Ja, pa še enega povabamo, čakajte me. Pa še... Ada, pridi nam pomagati, da ne bomo predolgo zdaj gledali, koliko je kjer star. Dobro. 2 tabora. 2 tabora imamo. Vi pa zdaj pomagate, vsak lahko pomaga svoji skupini, a ne pa bomo videli. Namreč vaša naloga je, jaz vam bom naročila, da mi morate prinesti eno reč. Tekmovali bomo zdaj tako.
Zdaj se boste postavili, vi, ko mi boste pomagali, desna roka tule, moje desne roke, evo tu, tole, vrsto. In začel bo, evo tale ata, ko smo ga prvega poklicali, vi pa tudi tu vrsto, tole. Pa bo ti prvi bo demonstriral, takole z njim se postavi, evo tole. Prva dva kandidata, ja, vi pa jih že lahko malo postrežete. Ampak ne preveč, zato ker rabijo tudi, ko oni mogli pomagati. Skratka, tvoja pomoč je na tej strani. Tvoja pomoč na tej strani. Zdaj, ko bom jaz rekla, omenila bom en predmet. In tisti predmet mi morata vidva prinesti. Meni v roko. A naredimo eno probo naredimo, ta bo proba, a ne? Ok, daj. Pa ni važno odkot, tu imate dvorano, imate na voljo, tu imate so tekmovalce. Zdaj sam merkite Jasmina, da ne bojo preveč polivali, ker se dodiv je, se bomo pa puzala. V glavnem, recimo, prnesta mi, kdo mi bo prej prnesel uro? Je že zvane. Dobro, to je bila zdaj proba. V tem duhu. Ne, ta, ki tekmuje, more prnesta. Ne, se pravi, to pomeni, da moreš ti njemu dati. Ja, lahko pomaga, lahko iščeš pomoč pri svoji delegaciji, ti pa pri svoji. Tako. A sta pripravljena? A ste pripravljeni? Vi navijate in pomagate. Ja? Ja? Ja, zdaj ne bom več ura dobila, zdaj ne več ura. V glavnem, vajna naloga je, da mi čim prej prineseta koledar. Dobro. Ena točka za 30 minut. Dobro, vidva zdaj naslednji. Evo, naslednja dva, evo, pristam. Tako. Vi dve mi morata pa čim prej prnest, čakajte, da malo se razgledam, ženski škoren. Ženski škoren. Tako, zdaj vidva mi morata pa prnesti čim prej en stol mi potaknati pod rit, da se jaz laštete. Omladinki vas šibajo, da se morate potruditi. Ama to sa leta. Verjeli ali ne, v tej dvorani obstaja ena kuhinjska krpa. Kuhinjsko krpo. Išče se kuhinjska krpa. V tej dvorani obstaja. WC, veš. Pa je reklo, Pomagajte. Lečna pa miva, da vas. Tako. Zdaj vi dve mi bosta pa prinesle šal. Šal. Evo, še malo smo.
vas nesli, ampak zdaj za kazen, zdaj se boste pa vi pomaknali malo v kraju. Zdaj imate pa še eno priložnost vam dam, da se izkažete. To pa predvsem zdaj govorim tej generaciji tukaj. Zdaj bom pa rabila tiste moje fante s harmonikami. Kje ste? Kje so muzikanti? Ideja pa harmonika, pa še smo reči. Zapakiram. Bole? Mene, ko sem prišla na Prapetno, so me naučili en prav poseben ples. Jaz ga nisem prej poznala, ampak Prapici, ko imajo kako zabavo, takrat to sem prvič videla tam in se mi je grozno fino zdelo. In glede na to, da jih danes ni preveč zelo med nami, a še nekaj se išče. A še iščemo, jaz sem še eno berglo nekje tam v zadnji. Hvala. Hvala. Zdaj bi pa rabila jaz par, prostovoljske pare. Tam ne vidim ženo zasedbo, ker jih bomo kar določili, da se malo slečeta, da ne bojo prevroče. Jaz posodim svojega moža, evo, ker zber si eno soplesavko, ti dovolijo. Pa še rabim 6 parov, 6, 8, 6, a vidi tudi, pa poglejte jih, kak se javljajo, hitro, 6 parov vaše reprezentacije. Evo, prvi par. A ne, da bo ta Prapica tudi pokazala, ne? Več ne bo pokazala. Dejte, rabim 6 parov. Čakaj. Kdo bo še dejmo tamle folklora, dejmo tudi. Evo, 3. Še tamle vzadi so mladi. Pridite naprej. Tamle se tudi en par vzadi skriva. Pridite bližje. Zdaj so se med vami. Stopite se. Pridite pa šlo. Da ne bom vas preveč. Zdaj vi se mi boste glih malo nazaj, ampak lahko pa tudi tukaj, recimo imamo, da bi ti tudi sodeloval. Ni šansa kaj. Koliko vas imamo zdaj? 1, 2, 3, 4, še rabimo, še 2 para. Še 2, probi, jesi, 1, 2, 3, 4, 5, še 1, 2, ajde, prešita svojo, ne? Takole. Zdaj pa, ker jaz ne morem zdaj to izvajati, še nekaj bom rabila. Ata, prid mi pomagam. Les, metlo, vsi poznate. Viš, ampak zdaj ni metle, viš je bir. Tvoja naloga je, da se reše zbir. Ko muska konča, vse pari zamenjate, to poznate, kjer dobi birglo, tist dobi tudi vrečo presenečenja, iz nje nekaj potegne in potem to tudi nadahne na sebe. Zdaj odros malo se nazaj umaknite. A smo po pari? Vidimo se asistenca. Ko bom jaz birglo močo vara, dobro se vidi vadila. Takrat se bojo pari zamenjati. A smo pripravljeni? Probi kar svet se. A so vsem jasna pravila? Ne vam. Nisam je.
majki, lej, not več kukat, da lepo tam roko noter, proč lej. Ja, kaj pa za meni? Ja, sem to pomišljala. Evo. Dobro. V redu. Pa nadaljujemo. Evo, pogledaj. Ti samo zaista. Še en aplavz vmes.